Takole. Pa gremo kar naprej. Tule imamo zdaj odpravimo oklepaj. Če imamo minus pred oklepajem, imamo minus x minus 4 je, tule 2x plus x lahko že seštejemo, je to 3x minus, to minus trojko lahko pomnožimo vsakega z oklepajem, je minus 6 minus 3x. Zdaj pa kaj lahko naredimo? Tule lahko minus x minus 4 prepišemo, tu pa združimo člene, ki so enaki. 3x minus 3x je nič, pa nam ostane minus 6. Tale minus x pustimo na tej strani, minus 4 pa prestavimo na drugo. Pravi, minus x je minus 6 plus 4. Minus x je minus 2. No, kaj je zdaj s tem minusom? Kako se ta minus, kaj je s tem minusom, kako se bi ga znebila, ne? Ni še rešitev, ni številka, kaj bi bilo nasprotna operacija od tega minusa. Ja, v bistvu tukaj nekaj ne piše zraven. Tale ne piše minus 1. In kaj je treba narediti? Ja, na obeh straneh je treba deliti z minus 1. To nekateri pač rečejo, da spremenimo predznake na obeh straneh neenakosti, kar je dejansko res, ne, in ostane x je 2. Kar se tiče samega principa reševanja, je zelo veliko teh primerov in načinov raznih, ampak jaz zagovarjam to, da veste, kaj počnete, če pa ne napišete tega deljeno z minus 1, je pa popolnoma prava matematična rešitev, sploh res nobenega problema. Tako. No, zdaj imamo pa enih par primerov, malo bojo težje, malo bojo lažje zadeve. Poskusila bom iti kar dokaj hitro, zato ker si lahko pa nazaj zavrtite. Takole bomo primere razporedili, nam bo verjetno lažje. Nikakor se ne smete ustrašiti daljših zapisov. Če delate sistematično, boste lahko te enačbe z lahkoto rešili. Najprej odpravimo oklepaje. To je v bistvu poenostavljanje izrazov. Množenje dveh oklepajev, se pravi vsako oklepaj z vsakim, x krat x je x na kvadrat, plus 2x minus 1x minus 2, potem pa naprej minus 3 krat x plus 3 je. No, za tale člen je potrebno mogoče malo več previdnosti. Opazili boste, da je tule 2 pomnoženo z oklepajem, tu pa x. Zdaj bom jaz takle naredila 2 krat x je 2x in zdaj bom tako, kot da bi z 2x množila celoten ta oklepaj. 2x krat x je 2x na kvadrat, 2x krat minus 1 je 2x. Minus x na kvadrat, ko pomnožimo tamle, pa plus x. Zdaj pa združimo vse člene iste vrste, tu ostane x na kvadrat, 2x minus x pa minus 3x je minus 2x, pa plus 1 je, zdaj pa 2x na kvadrat minus x na kvadrat je x na kvadrat, pa takole, minus x. Na tej strani je x na kvadrat in na tej strani je x na kvadrat. Če preprosto na obeh straneh odštejemo x na kvadrat, bomo rekli, da se x na kvadrat lahko izniči. Pazite, morata biti isto predznačena. Tale minus x bomo dali na to stran, zato da bo x skupaj, je to minus 2x plus x, kaj ti gremo čez enačaj, damo na drugo stran, plus 1, damo na to stran, je minus 1. Minus x je minus 1. Tu imamo zdaj dva minusa, zato smo rekli, da to delimo z minus 1, da se predznak obrne. X je torej 1. Če bi bilo pa takole napisano, to sem tako za intermeco, če bi bilo pa minus x je 5, bi pa rekli x je minus 5. Ta minus na obeh stranih moramo spremeniti predznak. To pomeni deljeno z minus 1, oziroma pomnoženo z minus 1. To je kar tako sprotna opomba. Dobro.
Pa naprej. V bistvu vse te stvari, kar se tiče algebre, se pravi računanje s temi znaki, to je sama vaja, ne? Več, ko jih naredite, hitreje boste videli rešitve in lažje vam boste.